David je prejšnji teden že odgovoril na vprašanje, koliko kilometrov se z našim supertesnim Mustangom da prevoziti s polnimi baterijami v zares mrzlem vremenu. Jaz pa vam bom na primeru našega nornega kroga pokazal, kako se da iz baterije izvleči še kakšen kilometer več. Prvič smo krog odpeljali s povsem neogretim avtomobilom, kar je seveda botrovalo k večji porabi elektrike za klimatsko napravo, ogrevanje volana, ogrevanje sedeža, drugič pa smo avto predhodno ogreli, še priključenega na polnilnico. In rezultat 25 kWh proti 27 kWh, kar v praksi pomeni, da lahko s primerno pripravljenim avtomobilom naredimo dobrih 10 km več ali prihranimo 2 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Sicer se to ne sliši veliko, a če to preračunamo na tedensko porabo, lahko to znese slabih dodatnih 100 km več. Povzetek, vsak električni avto si želi, da ga pozimi ogrejemo še priključenega na elektriko. Če pa te možnosti nimamo, pa ga čez noč parkiramo pod nadstrešek ali v garažo, se če drugega ne, prihranimo energijo, ki bi jo sicer porabili za odtaljevanje stekel. Podobno sicer velja tudi za avtomobile z notranjim izgorevanjem. Le da je pri njih ogrevanje notranjosti vseeno tudi del ogrevanja motorja, česar pa pri električnem avtomobilu seveda ni in mora za to poskrbeti energija iz baterije.